Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Aleš Šoba in danes je tudi z menoj upravljavec Nasavi Infond Tomaž Arih. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, Tomaž pri nas upravlja sklad Infond Evropa in prav ta regija je tudi tema današnjega webinarja. Zdaj, eden izmed glavnih dogodkov v letošnjem letu na borznih trgih je bilo, da so evropske delnice močno presegle donosje ameriških delnic. Evropske delnice so od začetka leta do konca maja dosegle donos v višini 10%, ameriške delnice so dosegle oziroma izgubile 8%. Velik razlog temu je bil tudi šibkejši dolar. In če pogledamo ta graf, vidimo, da so evropske delnice presegle ameriške delnice, se je zgodilo šele četrtič po veliki finančni krizi leta 2008. Pa ne samo, da so presegle, tudi ta razkorak v višini 18% je najvišji v zadnjih desetletjih. Torej, Tomaž, kje so razlogi, da so evropske delnice končno presegle in to kar krepko ameriške delnice v letošnjem letu? Ja, zakaj so evropske delnice letos tako v ospredju? No? Če bi zdaj to vprašanje postavili pred kakim letom, ni bi nas večina samo debelo gledala, ne? Ampak ker v bistvu roko na srce, ne, Evropa pač res dolgo ni bila zanimiva, ne, in v bistvu po dolgih letih, ko so te ameriške delnice čisto prevladale, posebej ta velika tehnološka podjetja iz Silicijeve doline, se je zdelo, da Evropa pač nima več prostora v tej zgodbi o rasti, no, ampak letos pa se je, hvala Bogu, konkretno obrnilo. Zdaj, če pogledamo samo dejstvo, ameriški trg je bil že na začetku leta res pošteno drag, ljudje so plačevali zelo visoke cene za prihodnje dobičke. V Evropi pa je bilo vse skupaj malo bolj umirjeno. Delnice so bile cenejše, podjetja stabilna, z zdravimi bilancami in kar pogosto tudi pozabimo, tudi z dobrimi dividendami. Pa še nekaj, v bistvu v Evropi so bila pričakovanja res zelo nizka. Nihče ni verjel, da se bo kaj premaknilo. Nemčija skoraj v recesiji, potrošnja je bila šibka, podjetja pod pritiskom, ampak ravno to, ta črnogledost je v bistvu ustvarila prostor za presenečenje. Ker ko so se podatki začeli obračati na boljše, ko so podjetja pokazala solidne rezultate, so tudi vlagatelji hitro spremenili pogled in ja, mogoče je bila tudi ena taka tiha želja to, da končno damo spet malo več pozornosti Evropi, ne pa vedno samo Ameriki pa ameriškim delnicam. Torej, lahko govorimo, da so recimo ameriške, so imeli ta poseben status, predvsem po finančni krizi, ta ameriška edinstvenost, o kateri smo govorili. Je možno, da so zdaj počasi izgubljajo ta status? Ja, res je. Ja. Zadnjih 20 let smo pač vsi nekako govorili o tej ideji, ne, da so ZDA nekaj posebnega, v tem smislu inovativne, tehnološko napredne, z najboljšimi podjetji in pač tudi z gospodarstvom, ki skoraj vedno najde pot naprej. Ne. Ampak če pogledamo nazaj, od finančne krize 2008 naprej, tako si že rekel, so ameriške delnice res rasle hitreje kot pa kjerkoli druge. Ne. Ampak zdaj se zdi, da se v bistvu to zaupanje malo maje. Ne. In pa ne bi zdaj rekel, da so ameriške delnice kar naenkrat postale slabe, ampak ta njihova posebnost, ta edinstvenost ni več tako samoumevna. Ne. In ena stvar je zdaj ta trgovinska napetost, Kitajska, pa ZDA se že kar nekaj časa zapletata v trgovinsko vojno, potem carine, omejitve izvoza, več regulacije, v bistvu vse to vpliva tudi na ameriška podjetja, še posebej tista, ki so pa globalno vezana. In Apple je en tak primer, ker če pogledamo, še vedno večino svojih naprav sestavlja na Kitajskem. Ne? In drug signal pa je vsekakor padec dolarja. Ne? In od vrhunca tam konec 2024 je v primerjavi z evrom izgubil okoli 10% in to je pogosto znak, da vlagatelji začnejo iskati bolj razpršene regionalne priložnosti in tokrat je to Evropa. Ne? Pa tu bi še mogoče nekaj dodal in sicer, da vedno več kapitala se seli iz ZDA tudi zaradi te geopolitične negotovosti. In dolgo časa so ZDA veljale kot neko varno zatočišče za kapital, zdaj pa je v bistvu vse več dvomov. Če se spomnimo volitve lansko leto, politična razdrobljenost, vse višji javni dolg, trgovinske napetosti, vse to pa vlagatelje potiska k večji razpršitvi. Ne? In Evropa se tukaj zdaj ponuja kot neka smiselna, sicer bolj umirjena alternativa, ampak s stabilnimi podjetji, kot sem že prej omenil, z močnimi dividendami. Zdaj, če se vrnemo k Evropi, jaz bi rekel, eden izmed ključnih dogodkov letos, ki je nekako spremenil ta sentiment nasproti Evropi, je nedvomno to, da je Nemčija sprostila te omejitve glede zadolževanja. Zdaj, če nam mogoče kaj o tem poveš? Ja, tako je. Tu govorimo o tej dolžniški zavori. V bistvu gre za pravilo, ki že od leta 2009 omejuje, koliko se država dejansko lahko zadolži. In Nemci so to jemali res striktno, resno. Če pogledamo malo boljše, pa malo bolj odblizu, je bila Nemčija dejansko najbolj znana potem. Torej, Nemčija kot nek sinonim za uravnotežen proračun, brez razsipavanja javnega denarja, stroga disciplina. Ne. Ampak ja, letos so prvič po dolgem času rekli nekaj v smislu, da zdaj pa moramo dati nekaj več na mizo in pa dejansko so. Ne. Sprostili so to zavoro,
Eden izmed razlogov je definitivno, ker je bilo pač nemško gospodarstvo v zadnjem obdobju precej pod pritiskom. Imeli so energetske šoke, ko so šle cene zemeljskega plina, pa električne energije v nebo, pa visoke obrestne mere in za na konec še padec industrijske proizvodnje. Ne. In v bistvu zdaj pa ima Nemčija to priložnost, da sproži, kar tudi pogosto rečemo, fiskalno bazuko, gre v bistvu za močen paket spodbud preko večjih javnih investicij, subvencij. In kar je ključno in kar bi res rad poudaril tu je pa to, da Nemčija si lahko to privošči. Ne. In dejansko ima vse pogoje za to, če lahko tako rečem. Na eni strani imamo relativno nizek javni dolg, okoli 65% BDP-ja, kar je precej niže kot v Franciji, Italiji, pa tudi v primerjavi z ZDA. Pa tudi proračunski primanjkljaj je kar pod kontrolo. No. In v bistvu to pomeni, da ima Nemčija še kar precej manevrskega prostora in lahko pomaga svojemu gospodarstvu. Konec koncev pa je to tudi dobra novica za širšo Evropo. Ne. Če se Nemčija kot največje evropsko gospodarstvo, nek kapetan Evrope, začne premikati v smer spodbujanja rasti, bo to pozitivno vplivalo tudi na druge države, pa tudi na podjetja in seveda tudi na kapitalske trge. Dobro, zdaj, jaz bi rekel, največji zmagovalci letos, če pogledamo sektorje ali pa podsektorje, pa nedvomno, bi rekel, obrambna industrija, torej vojaška industrija, torej vojaške delnice, predvsem tudi nemški Rheinmetall so bile letos v ospredju. Kaj je pripeljalo do tega? Ja, sej, da bomo lažje razumeli ta turbo pospešek obrambnih delnic, se moramo vrniti v november lansko leto, ko so ZDA dobile novega predsednika. Ker v bistvu ta pozicija, ki so jo ZDA zdaj zauzela pod Trumpom, novim predsednikom, je nekaj, čemer nismo bili priča vse od druge svetovne vojne. Ne. Moramo se zavedati, da so bile do zdaj ZDA neke vrste pokrovitelj evropskega miru in evropske varnosti. Zdaj pa se je prvič zgodilo, da bi nek predsednik ZDA označil ali pa dal vsaj tak vtis, da je Evropa pa zdaj sovražnica Amerike oziroma kot nekdo, ki jo ogroža. Kot nekdo, ki jo ogroža. In neke vrste je Trump tudi namignil, da uteknejo ZDA zapreti svoj varnostni dežnik nad Evropo. In jaz mislim, da prav to je Evropo, predvsem pa Evropsko unijo, streznilo, zbudilo in da so začeli razmišljati ali pa vsaj tvoriti idejo o lastni evropski obrambi. In ja, posledično se je tudi v številnih državah začelo povečano vlaganje v obrambo in to se zdaj pozna na teh delnicah podjetij, kot je recimo Rheinmetall, ki izdeluje tanke, strelivo, pa tudi drugo vojaško opremo. Poleg tega pa se je med članicami NATO vse glasneje začelo omenjati tudi nov cilj in to je 5% BDP-ja nameniti za obrambne izdatke, kar je več kot dvakratnik trenutno dogovorjene zaveze, ki pa je okoli 2%. No. In tudi delniški trgi niso ostali imuni na to, so hitro prepoznali ta trend v obrambni industriji, v obrambnih delnicah in v bistvu zato so delnice v zadnjem letu dobesedno eksplodirale. Zdaj, če gremo naprej, torej inflacija je bila v preteklih letih, pa tudi više obrestne mere, en največjih problemov v Evropi. Ne. Zdaj se tu slika malenkost obrača, kje smo tukaj danes, kje je inflacija, kje so obrestne mere? Ja, v Evropi smo v zadnjem času priča precej pozitivnemu razvoju na področju inflacije, pa tudi obrestnih mer. Inflacija je recimo v zadnjem mesecu, torej v maju, upadla pod psihološko mejo teh 2%, natančneje na 1,9%. Kar pa je v bistvu točno tisto, kar pa si Evropska centralna banka želi. Ne. In posledično zniževanje stopnje inflacije je pripeljalo tudi do tega, da pač Evropska centralna banka začela zniževati obrestne mere. Letos smo videli že 4. znižanje, vse skupaj že 8. In do konca leta trg pričakuje še vsaj en rez. Če se to zgodi, bodo obrestne mere že na ravni, ki jo radi imenujemo ekspanzivna monetarna politika. V bistvu to pomeni, da so obresti dovolj nizke, da spodbujajo gospodarsko rast, v bistvu podjetja in pa potrošniki si lažje sposodijo denar, investirajo in pa konec koncev tudi trošijo. Ne. Zanimivo pri vsem tem skupaj pa je to, da v bistvu Evropska centralna banka je v tem primeru prva začela zniževati obrestne mere. V bistvu še pred ameriškim Fedom, kar pa ni ravno pogosto. Ne. V preteklosti je bila navadno prav Amerika tista, ki je narekovala tempo denarne politike, Evropa pa je, bi rekel, sam slepo sledila. Ne. In na splošno v Evropi postaja okolje vse bolj stimulativno za podjetja, pa tudi za finančne trge. Res je. Če še gremo na koncu na vrednote, jaz bi rekel, brez vrednoten seveda ne moremo, gremo na dolgi rok, so vrednote med tistimi pomembnimi pokazatelji, kakšni bodo donosi. Kje smo zdaj po tej rasti? So še vrednotanje v Evropi zanimiva, posebej, če gledamo nasproti ZDA? Ja, jaz bi rekel, da vrednotenja so še vedno zanimiva, kljub tej rasti, ki smo jo videli med evropskimi delnicami. V bistvu, evropske delnice se trenutno trgujejo s približno 30% diskontom oziroma popustom
primerjavi z ameriškimi, kar pomeni, da so povprečje precej cenejše. To ni sicer nekaj običajnega, zgodovinsko je ta razlika oziroma ta popust, ta diskont bil bolj okoli 20%. Jaz bi rekel, da čeprav Evropa že letos lepo pridobila, so evropske delnice lepo zrastle, pa še nismo pozni oziroma še nismo zamudili tega vlaka. V bistvu trg se šele začne zavedati, da Evropa ni več tista počasna, zaspana regija brez priložnosti, in ker so v bistvu vrednotenja še vedno zadržana, to pomeni, da še je nekaj prostora za nadaljno rast, še posebej, če se bo nadaljevala ta pozitivna gospodarska dinamika, torej kot sem že prej omenil, zniževanje stopnje inflacije, zniževanje obrestnih mer, pa tudi na koncu solidna gospodarska rast. Torej, kot smo videli na prvem grafu, je bilo obdobje 2002 do 2007, rekel zadnjo neko obdobje, ko so evropske delnice kar konsistentno premagovali ameriške. Se ti zdi, da se lahko to ponovi v naslednjih letih? Ja, sej, tako si rekel, mogoče se zdi danes neverjetno, ampak ja, tam med letoma 2002-2007 so evropske delnice res prehitevale ameriške, tako po donosnosti, kot tudi po zanimanju vlagateljev. Pa če omenim, tudi dolar je takrat izgubljal vrednost, podobno kot zdaj. Ne? In v bistvu, ja, ta zgodba bi se lahko zdaj spet začela ponavljati neke vrste. Kjer so pa argumenti za to, če jih moče povzameš? V bistvu, ker ne gre le za neko kratkoročno rotacijo, ne, po domače ni zdaj to muha enodnevnica, kar se dogaja v Evropi, ampak z brega tu govorimo bolj o strukturnih spremembah, ki se dogajajo. Prva stvar je v bistvu ta, da Evropa postaja bolj samozadostna, manj odvisna od ZDA, tako politično kot tudi gospodarsko. Tu govorimo o energetski preobrazbi, obrambni neodvisnosti in v bistvu to so neki veliki valovi investicij, ki bodo evropskim podjetjem dolgoročno zagotovo koristili. Poleg tega je tudi industrijski sektor v Evropi zelo močan in zdaj spet pridobiva na teži. Drugič, ko smo že prej videli, vrednotenja so na strani Evrope. Evropske delnice se trenutno trgujejo okoli s 30% diskontom napram ameriškim. In če pride tu do neke normalizacije, torej ko bo trg znova začel gledati neke fundamente, potem je Evropa tu v bistveno boljšem položaju kot pa ameriške delnice. In nazadnje, monetarna pa fiskalna politika, ne moremo mimo tega. Tu Evropska centralna banka je že 8 znižala obrestno mero, ameriški Fed še kar naprej okleva in v bistvu hkrati imamo tudi v Evropi, bi rekel, končno to fiskalno podporo, torej Nemčija sprošča dolžniško zavoro, Italija, Francija govorita o spodbujanju rasti in skratka pod črto pogoji, ki smo jih videli takrat v letu 2002-2007, so danes spet tukaj. Ne bi rekel, da so isti, ampak so pa zelo podobni. Dobro. Mogoče še ena izmed značilnosti letos je bila tudi ta, da so v ospredju bile mogoče druge države, ne tiste, ki smo bili vajeni v preteklosti. Torej med najbolj donosnimi trgi, recimo, pa celo na vrhu najdemo Slovenijo, pa recimo tudi Grčija, ki je bila še nekaj let nazaj, bi rekel, tisti bolnik Evrope. Kako to komentiraš? Ja, v zadnjem času so presenetljivo, v ospredju tudi države, ki v bistvu prej nismo imeli za borzne zvezde, ne? Med njimi sta, tako si že omenil, Slovenija, Grčija. Ja, Slovenija je letos celo najdonosnejša borza v Evropi. Naš trg je sicer relativno majhen, ni najbolj likviden tudi, ampak ja, ravno zaradi tega lahko pride do teh hitrih pa močnih premikov, ne, sploh če je sentiment pozitiven, kar pa zagotovo je. Ne. In očitno se je letos kar nekaj vlagateljev odločilo oziroma se ozira tudi proti Sloveniji. Ne. Zdaj pa, če smo že omenili Grčijo, ja, tu bi pa jaz rekel, da je to ena najlepših comeback zgodb zadnjih let. Ne. Po dolžniški krizi, ki je Grčijo skoraj izbrisala z finančnega zemljevida, je bilo res veliko dvomov, ali se bodo kdaj pobrali, pa kdaj se bodo pobrali. Ampak če pogledamo danes, je zgodba tu čisto drugačna. Ne. Grška borza je med najboljšimi v zadnjih 2 letih, dolg države je spet sprejemljiv, bonitetne ocene se višajo in tudi vlagatelji se vračajo nazaj. To me zdi, kakim je to uspelo, ne? Se pravim, res so bili bolniki Evrope, danes pa med nekimi, moče celo bolj zdravimi gospodarstvi v Evropi, ne? Ja, tako je, ja. Tu, jaz bi rekel, v zadju se tu skriva veliko discipline, pa ne nazadnje tudi številne reforme, ne. Tu Grčija je res močno izboljšala svoj proračunski položaj. Zdaj trenutno je ena izmed redkih držav, ki ima celo proračunski presežek, modernizirala je svoj davčni sistem, privabila je več tujih investicij, predvsem v turizmu, energiji pa nepremičninah. Poleg tega pa ima tudi politično stabilnost, ne, kar je za vlagatelje tudi vedno ključno, ker se vemo, da če česar vlagatelji ne mara, je to ta negotovost. Ne. In ja, države, ki so pred kratkim bile še neka tabu tema za vlagatelje, so danes zdaj znova na radarju. Ne. In v bistvu to sam kaže, kako hitro se dejansko lahko na trgih stvari spremenijo.
Zdaj pa, če še gremo na naš sklad, torej Sava Infond Mind sklad, ki seveda nalaga samo v Evropo, to je Infond Evropa, tudi vlagatelji lahko tudi dobijo izpostavljen za evropskih delnic. Mogoče samo na kratko, kakšna je struktura in katerim trendom je sklad trenutno izpostavljen? Ja, če pogledamo ta naš produkt Infond Evropa, vidimo, da je res dobro razpršen. Na vrhu največjih naložb najdemo Rheinmetall, ki je trenutno celo največja posamezna naložba v skladu, kar lepo pokaže tudi, da smo tudi pri nas, pri Infondu, zelo hitro prepoznali ta trend v obrambni industriji. Tako smo že prej omenili, Evropa močno povečuje obrambne izdatke, podjetja kot je Rheinmetall so pa zdaj postali neki ključni akter tega preboja. Če pogledamo tudi sektorsko strukturo, največji delež predstavljajo finančne storitve pa industrija, kar je na nek način tudi logično. No? V bistvu sta to dva sektorja, ki trenutno v Evropi najboljše stojita. Evropske banke pa zavarovalnice imajo res dobre bilance, če gledamo finančno krizo, višje obrestne mere so jim prinesle več prihodkov, obenem pa imajo tudi še vedno prostor za rast. In skratka, pod črto, ta sklad sicer ni odvisen od samo enega trenda izpostavljanja več smerem rasti, ki jih trenutno pač Evropa ponuja. No. Čeprav bi rekel, Evropa je trenutno privlačna, je zanimiva zgodba, bi pa vseeno poudaril, ključ do uspeha, dolgoročno pa še vedno ostaja ta razpršitev, tako sektorsko kot tudi regijsko. Hvala, Tomaž. Tako jaz mislim, da lahko tukaj zaključimo današnji webinar, vse kot je že Tomaž dejal, bi rekel tisti, kar je najboljše za vlagatelje, pa ključ do uspeha je še vedno globalni razpršen portfelj, ampak evropske delnice, kot vidimo, lahko igrajo pomembno vlogo v njem. Bi pa tu vlagatelje opozoril, da naj se, preden sprejmejo kakšnokoli odločitev, naj se posvetujejo svojim finančnim svetovalcem. Tako da, hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav. Hvala, lep pozdrav.